se je prvič v zgodovini kakšne parlamentarne demokracije zgodilo, da nekdo blokira sprejem proračuna z referendumom. Tega še nikoli nikjer na svetu ni bilo. Ja, tega še nikoli nikjer na svetu ni bilo, je dejal premier Janez Janša pred odhodom v Bruselj, kjer je moral začudenim kolegom pojasnjevati, da imamo pri nas nekega Branimirja Štruklja, ki vodi sindikate javnega sektorja in meni, da bi bilo prav, ko bi ljudstvo zrušilo sprejeti državni proračun na referendumu. Premier očitno ne ve, da je to zgolj eden od biserov v ogrlici naše unikatnosti. Oni dan, ko smo dobili državni svet v novi sestavi, so se svetniki lotili potrjevanja mandatov. Še posebej poglobljeno so se ukvarjali s potrditvijo mandata Francu Kanglerju. Direktor službe Državne volilne komisije Dušan Vučko jim je sicer razložil, da razlogov za nepotrditev Kanglerjevega mandata ni. Ne gre za naše mnenje, gre za dejstva. Od tu naprej pa odločate sami in v skladu z vašim poslovnikom. In so odločili. 18 svetnikov je glasovalo tako, kakor velevata zakonodaja in poslovnik, 19 pa tako, kakor jim je prigovarjala vest. To pomeni, da je manjšina brezvestno ravnala po zakonu, večina pa ga je tankočutno kršila. Kanglerju mandata niso potrdili. Profesor na pravni fakulteti Igor Kavčič je dejal, da gre za grob precedens. Jaz mislim, da dejansko res grobi, kajti mi moramo videti širšo sliko, kot pa samo imeti pred seboj gospoda Kanglerja. Namreč potrditev mandata izvoljenemu, in to povsem legalno in nesporno izvoljenemu kandidatu, pomeni hud poseg v volilno pravico. Če bi v tem primeru šlo za poslanca državnega zbora, bi to pomenilo, da bi večina se odločila, da izloči liderja opozicije, ki je bil na volitvah izvoljen, in mogoče še koga. In jaz pravim, to bi bil najhujši poseg v ustavno pravico do volitev in s tem seveda do demokracije. Lahko na področju spoštovanja pravne države po vsem tem sploh še zdrsnemo kam niže? Pravzaprav lahko. Če bi si denimo državni svetniki zaželeli ptičjega mleka, bi lahko izglasovali zakon o brejih golobih in potem bi, če bo treba, golobice pač rojevale živorojene golobčke sesavce s carskim rezom. Na seji državnega sveta je Franca Kanglerja pozval k odstopu tudi koprski župan Boris Popovič. Temu so se mnogi čudili, saj je znano, da je tudi proti njemu vloženih več ovadb, da tečejo sodni postopki in da je bil celo pravnomočno obsojen. Toda Boris Popovič pravi, da tega ne gre metati v isti koš. Meni ljudje zaupajo, Kanglerju pa ne, zatrjuje. Bo že držalo, saj se Popovič in Kangler tudi sicer v marsičem razlikujeta. Če velja Kangler za desnega razbojnika, je Popovič trenutno levi. Pa tudi glede vizije prihodnosti izhajata iz različnih izhodišč. Kangler se je preveč zanašal na prerokbe vedeževalke Karin Ježovite, na njene karte, čarobno kroglo, kavno usedlino in kocke resnice. Popovič pa se zanaša na svoj oslinjeni prst, ki mu v vsakem trenutku pokaže, kam piha veter. Na državnozborske volitve je denimo z avionom pospremil Janševo SDS, potem pa še pravočasno presedlal k stanovnik Kučan Jankovičevi konstelaciji zvezd. Še to, Borisu Popoviču se za razliko od Franca Kanglerja tudi ni bati razkritja, da bi bila njegova diplomska naloga ponaredek. Po izobrazbi je namreč gimnazijski maturant.